Spoštovani, na prizorišče današnje slovesnosti prihajajo častni gostje, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo dr. Damir Črnčec, poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Boštjan Močnik in brigadir Milan Žurman. Na prizorišče prihaja bojna zastava 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Na prizorišče današnje slovesnosti prihaja poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gavbe. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, za koga? Spoštovane pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, spoštovani gostje, dovolite mi, da na začetku današnje slovesnosti pozdravim državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo dr. Damirja Črnčeca, poveljnika sil Slovenske vojske brigadirja Boštjana Močnika in brigadirja Milana Žurmana. Dobrodošli. Prijazen pozdrav gre tudi vsem upokojenim pripadnikom ter ostalim gostom, ki ste se odzvali našemu vabilu in nas počastili s svojo prisotnostjo. Začetki slovenskega vojaškega letalstva segajo v leto 1918, ko sta bili ustanovljeni Ljubljanska in Mariborska letalska stotnija. V spomin na prvi bojni polet 3 letal dvosedov Ljubljanske stotnije 12. januarja 1919. leta praznujemo dan vojaškega letalstva. Ob tej priložnosti k besedi vabim poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnika Janeza Gavbeta.
Spoštovani državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, dr. Damir Črnčec, spoštovani poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik, spoštovani župani občin Brežice, gospod Ivan Molan, Krško, gospod Janez Kerin, Sevnica, gospod Srečko Ocvirk, predstavniki lokalnih skupnosti in organizacij, člani veteranskih in častniških združenj, policije, zaščite in reševanja, predstavniki medijev, upokojeni pripadniki Slovenskega vojaškega letalstva, spoštovane pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe ter ostalih enot Slovenske vojske, cenjeni gostje. Danes z velikim ponosom in globokim spoštovanjem praznujemo Dan Slovenskega vojaškega letalstva. Letos ta pomemben praznik obeležujemo kot brigada, saj smo se 9. maja lani preoblikovali iz polka v brigado in pod svoje okrilje prijeli novo nastalo enoto, 9. bataljon zračne obrambe. To je bil korak naprej naši zavezanosti k obrambi in varovanju domovine. Spoštovani pripadniki in pripadnice vojaškega letalstva in zračne obrambe, vaša predanost, strokovnost in pogum so nepogrešljivi stebri naše nacionalne in kolektivne varnosti. Vaše delo, vaše žrtvovanje in vaša vztrajnost nas navdihujejo. Skozi leta ste s svojim trdim delom postavljali standarde odličnosti, ki nas uvrščajo med spoštovane letalske enote z bogato tradicijo. V vaših očeh vidimo domoljubje, ljubezen do domovine, ki je neprecenljiva in neomajna. Naše vojaško letalstvo ima bogato tradicijo, na katero smo lahko upravičeno ponosni. Njegovi začetki segajo v leto 1919, ko je ljubljanska letalska stotnija 12. januarja pred 106 leti opravila svoj prvi bojni polet. Vojaško letalstvo v samostojni Sloveniji pa je začelo pisati zgodovino pred več kot 30 leti s herojskim preletom, ki sta ga 28. junija 1991 s helikopterjem Gazela v vrste teritorialne obrambe izvedla major Jože Kalan in praporščak Bogomir Šuštar. Ta dejanja poguma so bila seme svobode, ki je vzklilo v neodvisno Republiko Slovenijo. Naša naloga in dolžnost je, da to tradicijo negujemo, širimo domoljubje in ohranjamo te vrednote, ki nas povezujejo. Le povezani bomo svoje naloge opravili profesionalno in kakovostno. Dokaz za to je tudi naše preoblikovanje iz polka v brigado. Ponosni smo, da smo varuhi slovenskega neba, ki ga branimo z neomajnim pogumom in zvestobo domovini. Ob takšnih pomembnih trenutkih se moramo vedno znova spomniti našega poslanstva, poslanstva, ki nas združuje in vodi na skupni poti. Naša enota ni le skupina posameznikov, ampak je simbol enotnosti in kolektivne moči, kjer vsak prispeva k skupnemu cilju. Te cilje, na prvi pogled nedosegljive, smo dosegli z znanjem, vztrajnostjo in z skupnimi močmi. Osnovni cilj Slovenskega vojaškega letalstva je od prvih osamosvojitvenih dni do danes in bo tudi v prihodnje, da odzivno izvajamo naloge nadzora in varovanja zračnega prostora Republike Slovenije ter s tem zagotavljamo našo suverenost. Slovensko vojaško letalstvo je tudi nepogrešljiv partner pri reševanju človeških življenj. To dokazujemo že več kot 30 let, saj je bilo 28. decembra 1993 na območju Karavank izvedeno prvo reševanje z vojaškim helikopterjem. Danes izvajamo helikoptersko reševanje iz ure v uro, iz dneva v dan, ko z vsemi razpoložljivimi zmogljivostmi delujemo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. V letu 2024 smo za potrebe reševanj v gorah, nujnih medicinskih prevozov in gašenja požarov poleteli na pomoč 682-krat. Od tega smo 82-krat posredovali pri reševanju v gorah in 565-krat poskrbeli za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, ter 12 dni sodelovali pri gašenju požarov doma in 11 dni v tujini. Pri tem smo prepeljali 665 poškodovanih ali obolelih oseb, na pogorišče pa smo odvrgli 1 milijon litrov vode in skupaj naleteli 830 ur. Iz naštetih številk lahko vidimo, da poletimo na pomoč v povprečju 2-krat na dan. Letos mineva tudi 10 let od podpisa sporazuma o sodelovanju z Zavodom Slovenija Transplant.
za katerega smo od leta 2015 do danes zagotovili letalski in helikopterski prevoz 111-krat. Lani smo po darovane organe poleteli 12-krat. Ko smo ravno pri okroglih obletnicah, naj povem tudi, da letos mineva 20 let, odkar je bil podpisan sporazum o sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za okolje, iz katerega sledi, da slovensko vojaško letalstvo nudi kadrovsko in logistično podporo za nemoteno delovanje najvišje meteorološke postaje v Republiki Sloveniji. Na letališču Cerklje in Brnik smo v zadnjem letu gostili in organizirali mnoge mednarodne dogodke ter mednarodni javnosti pokazali našo enotnost in medsebojno spoštovanje. Tudi letos nas čaka veliko mednarodnih dogodkov, med katerimi pa bo zagotovo najzahtevnejši in najštevilčnejša osrednja vaja slovenskega vojaškega letalstva, ki bo potekala na širšem območju Republike Slovenije v drugi polovici meseca junija. Prav to mednarodno sodelovanje pa nas vodi k doseganju naših zastavljenih ciljev. Slovensko vojaško letalstvo in zračna obramba se razvijata, popolnjujeta in se kadrovsko in z opremo ter širita nabor svojih nalog. Ob koncu lanskega leta je na našem letališču pristalo drugo letalo Spartan C-27J, ki smo ga poimenovali po izjemni osebnosti naše letalske zgodovine, Edvardu Rusjanu, pionirju slovenskega letalstva, vizionarju in pogumnemu inovatorju. Izvedena so bila obsežna gradbena dela na letališču Cerklje ob Krki, ki so zajemala rekonstrukcijo glavne vzletno-pristajalne steze ter več letaliških ploščadi. Nadaljujemo z modernizacijo letalnih helikopterjev, posodobitvijo flote in tako zagotavljamo ustrezne pogoje za kakovostno delo in vrhunsko usposobljen kader. V naslednjih dneh bomo prevzeli najsodobnejše simulatorje za usposabljanje in urjenje letalskih posadk Slovenske vojske. Veseli smo vsake nove pridobitve, saj s tem zagotovo vzbudimo interes mladih za vstop v naše vrste. Trenutno na letališču Cerklje ob Krki opravlja obvezno prakso 9 dijakov, v različnih fazah izobraževanja pa se trenutno šola 43 kandidatov za bodoče pilote in 26 kandidatov za letalske tehnike. Ob tej priložnosti vse zainteresirane tudi vabim, da se nam pridružijo in skupaj z nami pišejo zgodovino slovenskega vojaškega letalstva. Spoštovani, gradimo zaupanje, negujmo duh enotnosti in ljubezni do domovine. Skupnimi močmi bomo dosegli vse, kar si želimo in kar smo zavezani doseči. Hvala vam, ker ste del slovenskega vojaškega letalstva in skupaj gradimo pot do uspeha. Vsem pripadnicam in pripadnikom slovenskega vojaškega letalstva iskreno čestitam ob našem prazniku. Želim vam veliko uspehov in da bi svojo poklicno pot še naprej gradili z odločnostjo in pogumom v naši sredini. Iskrene čestitke tudi prejemnikom priznanj in letalskih krilc. Hvala vam, želim vam prijeten dan na letališču Cerklje ob Krki. Hvala, poveljnik. Naprošam kvintet, da nam zaigra melodijo.
Hvala kvintetu. K besedi vabim današnjega slavnostnega govornika, poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Boštjana Močnika. Lep pozdrav, državni sekretar dr. Črncec, pripadniki po stroju, prijatelji vojaškega letalstva, kolegi župani, en lep pozdrav. Če bi me nekdo vprašal pred 20 leti, ko je Slovenska vojska prišla iz takratnega obveznega služenja vojaškega roka na pot oblikovanja poklicne vojske, bi danes, 20 let kasneje, lahko suvereno potrdil, da stojim pred postrojem, ki je v zadnjih 20 letih dosegla verjetno enega od največjih napredkov. Pa dovolite, da pojasnim. Kot nosilci vojaškega letalstva v državi izvajate vse tiste ključne naloge, ki imajo jasen odziv tako v Republiki Sloveniji, kot tudi v tujini. Ambicije, katerim smo danes priča, na tem letališču izkazujejo ne samo rast enote v številčnem smislu, ampak tudi skozi vseh 30 let od vašega obstoja, če želite, zadrževanje in dvigovanje visokega nivoja strokovnosti in pa profesije. Obvladovati nalogo, kot jo obvladujete vi, ni enostavno. Na tej poti ste prepoznani tudi danes v civilnem okolju, kot tista enota v Slovenski vojski, ki je zelo zanimiva za mlad kader. Navsezadnje potrjujete svojim pristopom in opravljanjem nalog delo tudi na mednarodnih operacijah in misijah. In navsezadnje ta lokacija, na kateri danes stojimo, priča, kar lahko vsi vizualiziramo, da vsakič čas kot poveljnik sil pridem v cerklje, vsakič je nekaj novega. Več ljudi, prihaja nova tehnika, baza se razvija. Ambicije, ki jih je predhodno omenil poveljnik brigade, izkazujejo neomajno željo, da ste v minulem desetletju na zemljevid te države pripeljali eno od največjih letalskih vojaških vaj v zavezništvu NATO, na katerega je odzivnost in pa pomen ta trenutek na tem kontinentu zelo pomembna, za kar vam iskreno čestitkam. Verjamem, da so pred vami in bodo pred vami skozi prihajajoča leta izzivi. Želim vam, da boste na te odzive odgovorili profesionalno, tako kot v preteklosti, ker vsakdanjik in jutrišnji dan ni določen, kakšen bo. Uspeh od tega vsega je pa odvisno od nas oziroma od vas, od ljudi. Iskrene čestitke za dan letalstva in srečno. Hvala vam. Sedaj bo prebran ukaz o podelitvi priznanj 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske. Na podlagi ukaza o podelitvi priznanj 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske številka 094/2024 do 114 z dne 12. januar 2025 bronasto plaketo 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe prejmejo Revija Slovenska vojska, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško, Hrvaška kontrola zračnega prometa, Mirjana Bauer iz Uprave za obrambo Novo mesto. Zahvalo poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe prejme Smiljan Kramberger, obratovalec letališča Edvarda Rusjana Maribor, polkovnik Janez Gaube, poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Poveljnika 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe prosim, da podeli priznanja. Pristopijo naj prejemniki priznanj oziroma njihovi predstavniki. Revija Slovenska vojska, gospod Marko Pišler. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško, gospod Božo Kosalec. Hrvaška kontrola zračnega prometa, gospod Dubravko Meco. Mirjana Bauer in Smiljan Kramberger.
S pridobitvijo ustrezne licence letalskega osebja v letu 2024 smo pridobili 3 nove pilote. Prebran bo ukaz o podelitvi letalskih kril pilota Slovenske vojske. Na podlagi ukaza o podelitvi letalskih kril pilota Slovenske vojske številka 603/45/2024 do 639 z dne 18. december 2024 letalska krila pilota Slovenske vojske prejmejo Igor Primc, David Savič in Peter Avguštin, polkovnik Janez Gavbe, poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Iz postroja naj pristopijo prejemniki letalskih kril pilota Slovenske vojske Igor Primc, David Savič in Peter Avguštin. Poveljnika 15. brigade, polkovnika Janeza Gavbeta, prosim, da podeli znak usposobljenosti mladim pilotom. Iskrene čestitke mladim pilotom. Kvintet orkestra Slovenske vojske nam bo zaigral melodijo Jožeta Privška Na modrem nebu. Hvala lepa kvintetu.
Prizorišče današnje slovesnosti zapušča bojna zastava 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Prizorišče zapuščajo častni gostje, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo dr. Damir Črnčec, poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Boštjan Močnik, brigadir Milan Žurman in poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe polkovnik Janez Gavbe. Spoštovane pripadnice in pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, cenjeni gostje. Uradni del današnje slovesnosti je tako zaključen. Preostane mi le, da se vam zahvalim, da ste nas počastili s svojo prisotnostjo ter tako dali dogodku pomen, ki si ga zasluži. Iskreno zahvalo izrekam tudi kvintetu Orkestra Slovenske vojske. Hvala.